Zdaj pa, da vsaj v sklopu komotar minute enkrat za vselej odpravimo nesporazume. A veš, ta teden se ukvarjam z enim takim precej preprostim vprašanjem, tudi zato, ker me nanj zelo pogosto opomnite vi. Darkota tega načeloma že poznate, to je moj avto, Toyota RAV4 Black Edition. No, na Darkotovi levi je pa avto, ki sem ga testiral zadnje dni. Gre za Audija Q5, samo da ni čist navaden Q5, ampak Sportback. To veš, kaj pomeni? Padajoči zadek. In zdaj pridemo do tistega vprašanja, s katerim se ukvarjam že nekaj časa. Namreč sprašujete, kakšen smisel imajo te SUV-ji, ki jim zadek pade. Ne bom rekel, da se je že dolg časa nazaj vse skupaj začelo z X6, zato ker so bliže drugi, recimo kakšen SsangYong. Ampak dejstvo pa je, da je to trend, ki še kar narašča in se ga poslužujejo zdaj že, nam rekel, vsi, ampak zelo velik znamk, ki ima neke klasične SUV-je, zdaj ponudi še nek padajoč zadek. Q5 Sportback je recimo tipičen primer. Zraven njega je pa tipičen primer čist običajnega SUV-ja, ampak polk jih začneš gledati, zdaj malo opazuj, ne. Ugotoviš, da toliko hude razlike pa zares spet ni. Se zdaj vem, da primerjam lubenice pa banane, zato ker imamo tukaj dva avtomobila, dveh čist različnih znamk, ampak tudi če bi Q5 Sportback primerjal z običajnim Q5. Ja, stari, ta razlika ni tako v nebo vpijoča, kakor bi si kdo mislil. Tudi, ko greš primerjati kufre. Čak, se bom odprl, pa ti bom pokazal. A veš, hec je v tem, da ko začneš primerjati prtljažnik Audi Q5 Sportback z navadnim Audi Q5, je takrat hitro ugotoviš, da velikih razlik v prostornini prtljažnika sploh ni, pa se ne rabiš niti zanašati na tehnične podatke. Odpreš kufer, pogledaš luknjo, pa si rečeš: ja, čak malo, stari, pa so to ni tako švoh. In to je tisto, ki ti jaz hočem povedati, ne. Avtomobili, SUV-ji s padajočim zadkom, ki postajajo vse bolj popularni, niso bistveno manj uporabni, ne. Vseh litrov je 510. Pri navadnem Q5 pa 520. Pa tudi tukaj v drugi vrsti, da noš misel, da je dosti drugače. Za glavo mislim, da je švoh 2 cm manj placa, ampak generalno gledano, kolena, ramena, pač prostornost te kabine je tam. A veš, fora je v tem, da je treba razlike med navadnim Q5 pa Sportbackom iskati drugje. Ta prve najdeš recimo že na maski, ampak da ne bom vse tukaj povedal, pejmo en krog. A veš, do zdaj sem govoril o podobnostih in teh je res velik. Ne pozab, avta izkoriščata enako, identično osnovo. Mislim, se do B stebrička gre za praktično identičen avto. To drži. No, zdaj pa tako, da postavimo stvari na svoje mesto. A veš, ta navaden Q5 je tisto odličnak, pri katerem točno veš, kaj dobiš. Inteligenten, napreden, nekaj dinarčkov ima v žepu, ampak zvečer, ko gre pa ven, takrat je pa malo tak zadržan. A veš, moj včasih malo naroden, pa tudi obleče se tako. Rekelček, easy, sračka, nič posebnega. Ta model po drugi strani je pa vse to, kar sem prej naštel, ampak a veš, vrže gor leder jakno, pa mu je čisto vse, kaj se bo zgodil, pa kdaj bo dan prišel, pa kva bo vmes počel. Malo bolj predrzanje. A veš, pa če Q5 vprašaš, kaj je to šport, bo rekel, kaj pa jaz vem, rolanje z otroci, vsake toliko časa malo v hribe, pa da se razumemo, RS pa S izvedenke tukaj ne štejejo. Sportback je pa un model, ki mu nikoli ni dost, ne. Vse to se včasih tudi pri cunah pozna. Daj, prosim, poglej samo njegov zadnji odbijač, koliko je zelo razgibane plastike, ki malo proba simulirati kao en difuzor, pa velikega svetlečega kroma, čeprav to v resnici ni. Čak malo. Ja, je plastika. Skoraj mi je naokoli prinesel, zato je tako zelo gladek pa fin. Pa tudi spredje ogromnih kromastih dodatkov, ki so takole lepo razporejeni čez celotno masko, ampak ni pa kičast. Ne glede na to, da se ful ven meče. Sicer pa, ta avto je opremljen z 2-litrskim dizlom, pa še vedno se srečujemo z pomanjkanjem razumevanja te scene, ne, oziroma označevanja avtov pa izvedenk. Zato, ker že par let je od tega, odkar je Audi spremenil poimenovanje svojih izvedenk, ampak še vedno, ko ti vidiš 40 TDI, ti ni jasen, oziroma veliko ljudem ni jasen. In če sem čisto iskren, v tem trenutku nisem več 100% prepričan, da je bila to dobra ideja, ker je meni konstantno folk piše 40 TDI. Kvaj zdaj to? A je to tako kot 2.0 TDI? Ja, v bistvu je. To je 200 konjski dizel, lažem, 204 konjem. Zdaj pa, da vsaj v sklopu komotar minute enkrat za vselej odpravimo nesporazume, bom zdajle prepopal eno razpredelnico, kjer ti bo zelo hitro jasno, kaj različne oznake pomenijo, pa gremo pa naprej.
Ok, a smo, preden gremo v kabino, sam še detalj, ki je bil meni pri tem avtomobilu daleč najbolj všeč, pa je zelo majhen. Poglej, to je tale rdeč napis Audi Sport na feltni. Moram reči, da mi je zelo všeč, ker je zelo pritajen, ampak kdor se osredotoča na te stvari, ga bo našel takoj. Pač S-Line oprema. Ok, zdaj pa kabina. A veš, Audi Q5 pa Sportback tudi sta bila pred kratkim prenovljena. O vseh razlikah pa novostih se ne bom razgovoril, bom ti pa pokazal ta ambient, pa izpostavil stvari, ki so mi všeč. Poglej, že na sredinskem grebenu je ogromen enih stvari za povedati. Ja, marsikoga bo mogoče motla pijano plastika, treba je malo praha pobrisati vsake toliko časa. Potem je tale ročica, za katero moram reči, da zgleda precej surova, ampak groba, ampak je ergonomsko zelo ustrezna. Pred njo pa, no zdaj pa pridemo do uporabnega faktorja, ne. En zelo majhen predal, v tem primeru imam jaz par kun noter, mrske lahko noter spravaš, potem je še tukaj en spredaj. Na desni strani grebena en utor, ki ga jaz ponovadi uporabim za kovance, pa zdaj v tem primeru za ključ, tukaj ugašamo oziroma predžigamo audio napravo. No pa pridemo pa do sredinskega predala. Tukaj je pa vse skupaj zelo zanimiv naštiman, zato ker v tem primeru, poglej, ga odpreš, jaz imam noter, ne vem, špegle pa od Darkota ključe, pa tole zadevo lahko pomakneš nazaj. Tukaj imaš lahko odprt cup holder, obenem pa semle odložiš tudi telefon, da se polni brezstično. Ne vem, če sem že kdaj srečal avto, pri katerem bi bila ta površina, na kateri lahko polniš telefon, dejansko v celoti premična. To se mi zdi en tak cool dodatek, predvsem v smislu prilagodljivosti tega prostora tukaj. Jaz sem to ves čas uporabljal, nekaj premikov, skrivov in tako naprej. Ok, gremo naprej. Poudariti moram recimo to, da zelo cenim dejstvo, da je nekdo še sposoben v avto postaviti športen volan, kar tale absolutno je, pa brez da bi bil spodaj presekan. Sej ne me narobe razumeti, spodaj presekani volani, pa pri nekaterih avtomobilih celo zgori so čist cool, poudarjajo športen karakter, ampak moram priznati, da me pa na svojo stran še malo bolj pritegne pa res tista športna klasika, takata okrogla. Kar se zaslona pa navigacije tiče in vseh ostalih elementov, ki so tukaj noter združeni, ja, mrskomu ne bo všeč to, da štrlivanje z armature. To so osebne preference. Vmesnik je odličen, všeč mi je, da Audi ohranja to neko filozofijo, pri kateri združuje digitalno naprednost, tudi instrumentna plošča je digitalna, seveda lahko prilagajaš vides in to ne bom spet kazal, ker sem to po moje čisto vsakič že naredil. No in to združuje s klasičnimi stikali, v tem primeru stikala klimatske naprave, pa še par stvari, tukaj recimo ta set stikal lahko prilagajaš tudi vozne programe, pa vklaplaš pa izklaplaš nekatere stvari, tudi stabilizacijsko elektronko in tako naprej. Pa še ena stvar mi je precej pri srcu, Audi se je odločil, da še ne bo odstranil klasičnega USB izhoda, ker vemo, da drugi iz Volkswagen grupe to zdaj delajo, ne, na fast forward. Škoda, Volkswagen, Seat, tudi se mi zdi, ne najdeš več, imaš samo še USB-C. Pri Audiju pa malo drugače razmišljajo. Vstajajo nekatera klasična stikala tam, kjer si jih ljudje želijo. Ok. Tudi sicer se mi kabina zdi odlična, sedeži se mi zdi, da so okusno športno speljani z enim takim dosti pritajenim S-om, tamle pod vzglavnikom. Dobro držijo, na dolgih progah so udobni. Celotna arhitektura je praktično nespremenjena v primerjavi s prej. Pa še par drugih reči od prenove naprej, recimo tudi nove luči, v detajle ne bom šel. Kar se porabe tiče, lej, stari, spet ta poraba, vem, da jo moram povedati. Pri meni je bila med 7 in 8 litri, oziroma pa, ker sem bil veliko na avtocesti, med 8 in 9. Pa pele se odlično, tukaj nimamo kaj diskutirati. Mogoče kakšno grbino vsake toliko časa malo pretrdo pobere, ampak to gre v skladu z njegovim malo bolj športnim značajem. Mi gre to po moje že veš, menjalnik je 7-stopenjski DSG z večnamenno sklopko na zadnji osi, ta pomaga, da se ta quattro sploh lahko zgodi, logično. Kar se samega quattra tiče, zelo je odziven, na Pagu sem ga postavil pred par malo bolj resnih makadamskih preizkušenj, kjer sem ga porinil v kakšen klanc, ki si ga mogoče niti zasluženi, pa se en mim pripeljal z enim hudim terencem, pa je rekel, pa dobro, kaj je s tem človekom. No, glavno to, predvsem pa veš, ki peleš športno, ti iz ovinka pomaga odpeljati še malo bolj, bom rekel, samozavestno. Prej lahko na gas stopiš, no, dobro dela. Ceno je pa tako, Sportback je od navadnega Q5 dražji za 2300 evrov, govorim povprečje. Tale 40 TDI, to se pravi 2.0 dizel, dobrih 200 konjev, S-Line oprema, ta košta dobrih 55 jurjev. Zdaj, kaj za ta denar dobiš, dobro vemo, ne? Avto, ki ne samo, da se je sposoben malo postaviti, ne? Da je malo tak šminker. To pravzaprav počne odlično in tega si, po mojem, lastnik takšnega avtomobila tudi želi, ker je verjetno tudi sam mal tak. Se avto kupaš tudi zato, da malo izstopaš, pa da se z njim malo postaviš, ne? Vsi tisti, ki ga te pa na ulici videli, pa ne sem tega, še kakšen drug SUV coupe, ne pozabite, ti avti niso tako neuporabni, kot si marsikdo misli. Ok, to je to za danes. Lepo se imejte. Ajde.